slamo. To je bil tudi domači material in največkrat so imeli to štirikapno obliko. V nekaterih primerih tudi ta oblika ni štirikapna, ampak večinoma v tem tančkem koncu pri nas so bili te štirikapni. V prvem prostoru na tleh so deske, ker je bilo to nekako bolj za to bivanje, za hranjenje. V drugem prostoru, v tem malem hisu, kjer je shranjeno vino, pa so tla, zemlja je na tleh, glina in to z enim posebnim namenom. Kajti ta zemlja, se pravi, vsrka vlago v sebe, od zunanjega, od zunaj, od dežja in to vlago potem oddaja v prostoru in to prijetno ohlaja prostor in tudi poskrbi za pravilno vlago v kleti, kjer je bilo vino. Včasih so rekli, to je tudi povedala, sem prebrala v diplomski nalogi oziroma seminarski od Petre, da je ena gospa rekla, da otrokom sploh v malih hiš niso dovolili, ker se bi lahko prehladili, ker je bilo tako hladno notri, da se bi lahko prehladili. In tudi, čeprav se na prvi pogled zdi, da je les ni tak izolator, je les boljši izolator od kamna. Ključu se reče ščencem. In toliko, kolikor imamo evidentirano v Beli krajini, je to še edina evidentirana stara ključavnica z tem ključem na ščencem. Ključ je narejen tako, da z roko gremo noter in odklepamo na slepo. In tukaj velja vedno, vsaka hiša je imela svojo skrivnost. Se pravi, tudi če si imel ključ, nobeden ni vedel odkleniti drugi, razen družinski člani. In tudi mi imamo svojo skrivnost. Tu noter potisneš, ampak tu je en tak mehanizem, moj ate je znal take ključavnice delati, eno imamo doma še ne dokončano, ki jo je on naredil. Prav taki so, tisti leseni zobki, ki dol padajo ali pa ne padajo. In če si živčen, mama včasih ni mogla odkleniti, ali pa ne vem, tak, če je bila kaj nervozna. In dvigneš in nazaj in pol, če si zdaj to prav, s tistim pravim občutkom, ampak ne moraš to kar nekaj brez veze narediti, ne? Točno moraš vedeti, kaj boš naredil tako in pol pa tu, če greš z roko, tu, tukaj spodaj in to je pa ta skrivnost, še moraš pa to še bom, ne? In tukaj so ti čepki, ki noter padajo, vidiš. Moj ate je tudi rekel, da 3 hčerke smo, da zet ne bo prej postal zet, preden se ne bo naučil odklepati teh ključavnice in vsi 3 so švicali, preden so. Je mama vzela v lupini, skuhana jajca in pol smo ta jajca na roke olupili. Šunko je narezal, ponavadi ate je vzel eno deskico, pa jo je narezal na roke, tako na bolj debele kose. Ate je bil zmeraj tisti, ki je imel nož v roki. Mama je spekla kruh in ta kruh je prinesla doskrat v taki procajni. Na glavi imela je tudi takovi procajni, na glavi imela je svitek na glavi in je prinesla malco na glavi. Ocvirkovo povetico je mama spekla doskrat en dan prej in to je bila pri nas neka vrste sladica. Po malci smo pojeli še ocvirkovo povetico. Fažonova solata, fažon je bil zmeraj doma in smo zmeraj tako fažonovo solato, se je skuhal fažon in ta fažon je en teden stal v hladilniku ali pa v špajzi in smo pol cel teden morali fažon jesti. Nam zmeraj to se ni dopalo, ampak tako je bilo, ne? Dobro, dosti po belokrajinsko. Hvala. Nebo in zemlja vinu sta prijazna,
ne piti ga, ni to misel blazd. Bravo. Lahko bi narediti.